Ni mar mi za norme in vsa ta pravila. Ničesar ne potrebujem, želim si le krila. Spoštovani gostje, starši in vsi sodelavci, dobrodošli na praznovanju 30. obletnice Varstveno-delovnega centra Ravne na Koroškem. Današnji dan je prav poseben, predvsem zaradi vas, ki skupaj preživljate svoj delovni čas. V 30 letih ste doživeli pisane trenutke in z različnimi ljudmi oblikovali bogate in nepozabne spomine. Skupaj ste ustvarili mnoge zgodbe in še vedno pišete nove. Že sedaj vas vabimo, da ob koncu današnje prireditve skupaj ob skromni zakuski pokramljamo o naših preteklih zgodbah ter željah in sanjah po boljšem jutri. Pred mikrofon vabim vodjo Varstveno-delovnega centra Ravne na Koroškem, gospoda Jožeta Kropivnika, ki nam bo vrisal nekaj dogodkov in delovanj iz te enote. Vsem skupaj še en lep pozdrav. Učenje, priprave, smeh, radost, igrivost. Vse to in še več se dogaja v VDC Ravne na Koroškem čez leto, vsa leta. Čas beži. Danes praznujemo 30 let. Veseli smo naših uspehov, srečni zaradi jubileja in ponosni na naš mozaik, ki smo ga drug z drugim ustvarjali 30 let. V Varstveno-delovnem centru se izvaja storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. S svojim delovanjem smo pričeli 24. maja 1993 kot invalidska delavnica z enoto VDC Ravne. Naše delo temelji na ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti in, kar menim, da je najpomembnejše, vključevanje v skupnost in okolje. Delo, ki ga upravljamo v naših delavnicah, daje našim uporabnikom občutek izpopolnjenosti, izbuja odgovornost, končni izdelki pa jih usrečujejo in jim daje občutek samozavesti ter samospoštovanja. V različnih delavnicah pod marljivimi prsti nastajajo lepi in kvalitetni izdelki, ki jih s ponosom pokažemo. Lastni program je odvisen od znanj in sposobnosti uporabnikov, tehnološke opreme ter prostorskih možnostih. V veliki meri je lastni program odvisen tudi od sposobnosti in znanj zaposlenih mentorjev in mentoric, ki neposredno vodijo zaposlitveni program od njihove inovativnosti ter zaznavanje potreb v okolju, da izdelke lastnega programa tudi uspešno tržijo. Nekaj izdelkov iz lastnega programa smo razstavili tudi danes v preddverju kulturnega doma. Poleg izdelovanja preomenjenih izdelkov smo ponosni tudi na kooperantski program, v okviru katerega se VDC povezuje s ponudniki kooperantskih del in je odvisen od možnosti in potreb v lokalnem okolju ter sposobnostih in zmožnostih vključenih uporabnikov. Naši prostori se nahajajo na zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne na Koroškem, kar nas po eni strani omejuje, po drugi strani pa nam daje možnost sodelovanja z nekaterimi ponudniki kooperantskih del. Pa vendar menim, da bi bilo v bližnji prihodnosti smiselno razmišljati tudi o dodatnih prostorih izven železarne Ravne, saj bi takšna delavnica bistveno izboljšala socialno vključevanje uporabnikov v lokalno okolje, s tem pa pripomogla k prepoznavnosti in sprejemanju drugačnosti. Pri tem računamo na podporo in pomoč lokalne skupnosti. Zavedamo se, da lahko dobro izveden program zagotavljamo le s strokovno podkrepljenimi odločitvami in tehtnimi razmisleki z vidika oblikovanja našega dela, okolja in velikosti skupin, v katerih delujemo. Ponosni smo, da se lahko naš center pohvali s strokovnim in premišljenim delovanjem z vseh omenjenih vidikov in da s tem tudi v institucionalnem delu sledimo modernim trendom, ki zagotavljajo številčno obvladovanje in strokovno močno podprte skupine. Slednje pa so ključ do kvalitetnega bivanja naših uporabnikov tudi v času dela. Nov trend zaposlovanja pa se kaže tudi v sprejemanju uporabnikov na integrativne zaposlitve, kjer se vključujejo v redne procese dela različnih podjetij. Dosedanje izkušnje tako delodajalcev kot uporabnikov so zelo pozitivne.
Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem podjetjem, ki ste v okviru projekta Deinstitucionalizacija nesebično sprejeli naše uporabnike v svoje redne procese dela. Hvala. Pred mikrofon pa vabim direktorico CUDV Črna na Koroškem, magister Daljo Pečovnik. Hvala. Spoštovani župan, dr. Tomaž Rožen, spoštovani direktorji različnih partnerskih podjetij, spoštovani gostje, spoštovani vodja delavnice VDC Ravne, gospod Jože Kropivnik, naši dragi uporabniki, spoštovani sodelavci. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje. Uporabnikom se omogoča vključevanje v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim individualnim potrebam. Na tak način se spodbuja ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in sposobnosti, razvijanje delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih veščin, veča se občutek sprejetosti in samopotrditve. Uporabnike se spodbuja k vztrajnosti in samostojnosti v življenju ter k krepitvi čuta za odgovornost, še posebej pa se poudarja dobre medsebojne odnose, ki so vodilo za dobro počutje v organizaciji in doživljanje lastne pozitivne vloge. Delovna enota VDC Ravne od 24.5.1993 deluje kot ena od delovnih enot Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, kamor je vključenih 41 uporabnikov, od tega 26 samo storitev VDC 8 ur, 15 uporabnikov pa se vključuje vzporedno tudi v program institucionalnega varstva odraslih v Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna. V enoti izvajamo kooperantski program, lastni program in integrativne zaposlitve. Poleg rednega dela v delavnici se naši uporabniki vključujejo še v druge aktivnosti v ožjem in širšem družbenem okolju, kot so sodelovanje na tekmovanjih specialne olimpijade Slovenije in drugih športnih aktivnostih, sodelovanje na kulturnih prireditvah, predstavitev izdelkov lastnega programa na raznih razstavah in stojnicah, sodelovanje na bazarjih in sejmih, letovanja in sprostitvene aktivnosti, izleti v različna okolja po Sloveniji, zeleni program in druženje z drugimi sorodnimi institucijami in društvi. Uporabniki VDC Ravne radi prihajajo in se medsebojno družijo. V sodelovanju pri dnevnih aktivnostih, prireditvah, praznovanjih, skupnih srečanjih redno vabimo tudi naše starše in skrbnike ter ostale prijatelje in društva, s katerimi tudi v okviru celotnega CUDV Črna zelo dobro sodelujemo. V CUDV Črna na Koroškem bomo tudi v prihodnje uporabnikom ponudili pester in zanimiv program zaposlitve ter bogate vsebine pri preživljanju časa v varstveno-delovnem centru. Naša vloga je tudi skrb za ohranjanje pridobljenih znanj in spretnosti v smislu zagotavljanja čim višje kakovosti življenja naših uporabnikov. Predvsem pa v zadnjem obdobju dajemo velik poudarek tudi pri iskanju integriranih zaposlitev, kjer se lahko naši uporabniki aktivno vključijo tudi v zaposlitve v posameznih podjetjih in pri zasebnikih v naših lokalnih okoljih. Izjemno smo hvaležni vsem podjetnikom, zasebnikom in različnim organizacijam, ki nas prijazno vabite k sodelovanju in ste nam pripravljeni prisluhniti ob iskanju zaposlitev za naše uporabnike, ki se na različnih delovnih mestih in v delovnih okoljih tudi odlično počutijo. Zaposlitve v različnih delovnih okoljih jim predstavljajo najvišjo mero socialnega vključevanja, kar pomeni tudi velik del in dvig kakovosti posameznikovega življenja. CUDV Črna je ravno v tem obdobju pred velikim izzivom, saj izvajamo temeljito preobrazbo našega centra, ki bo v prihodnje zagotavljal pretežno oskrbo v skupnosti. Tako je naš cilj delovanja v prihodnosti zagotavljati uporabnikom še več samostojnosti, zasebnosti,
samoodločanja ter vključevanja v širši družbeni prostor, kamor nedvomno spada tudi področje zaposlovanja ranljivih skupin naše populacije. Spoštovani slavljenci, dragi uporabniki, spoštovani sodelavci, ob praznovanju 30. obletnice vam iskreno čestitam, ter vam želim še veliko delovne vneme in prijetnih trenutkov ob vsakodnevnem druženju in zaposlitvi. Želim si, da bomo tudi v prihodnje lahko ponosno občudovali vaše čudovite izdelke, ki jih ustvarjate v naši delavnici, ter se bomo še naprej skupaj veselili vseh naših uspehov. Spoštovani starši in sorodniki, hvala vam za vaš dragoceni prispevek našemu delu. Postali smo velika družina, ki se veseli skupnih druženj, kot je tudi današnja svečanost, ki smo jo skupaj soustvarjali 30 let. Spoštovani gostje, veseli nas, da danes praznujemo skupaj. Zato se vam iskreno zahvaljujem za vašo prisotnost. Kajti brez vas današnje praznovanje ne bi bilo tako prijetno in srčno. Še naprej se priporočamo za sodelovanje in povezovanje na vseh področjih našega življenja in dela, predvsem pa zato, da bomo tudi v prihodnje tako lepo sprejeti tudi v ožjem, kot tudi v širšem lokalnem okolju. Hvala lepa. Sedaj pa prosim, če se nam pred mikrofon pridruži predstavnica staršev v enoti Varstveno-delovnega centra Ravne, gospa Jožica Pušnik. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej pa še varovancem in delavcem Varstveno-delovnega centra Ravne, ki danes praznujejo 30. obletnico svojega delovanja. Na razstavi, ki so nam jo pripravili, lahko vidimo različne dejavnosti, s katerimi se v centru ukvarjajo. Vse to zahteva veliko angažiranosti zaposlenih in tudi varovancev. Hvala vam za vaša prizadevanja in ves trud, ki ga vlagate v to, da se naši in vaši uporabniki odlično počutijo in radi prihajajo na šiht. V imenu staršev in skrbnikov ter v svojem imenu vam želim še veliko uspehov pri vašem delu in naj vam ne zmanjka volje in potrpežljivosti. Hvala vam za vse. Letel bom po svoje, svoboden kot ptica, je dejal že Feri Lainšček. Naše misli, želje in dejanja so vtkana vse niti življenja. Pred mikrofon vabim predstavnika občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena, ki ima v rokah mnoge niti, ki nas povezujejo in lepšajo življenje v lokalni skupnosti. Najlepša hvala za lep uvod, spoštovani varovanci, delavci, zaposleni, spoštovani zaposleni v VDC Ravne, spoštovana direktorica CUDV Črna na Koroškem, vodja enote, prav vsem lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, torej v imenu lokalne skupnosti, ki povezuje različne skupine in nekaj niti, upam, da je vendarle, kot je rekla napredovalka, tudi v mojih rokah. Čestitam vam torej na začetku vaši 30. obletnici. Ponosni smo, da že tako dolgo delujete pri nas. Sam se osebno spomnim 20. obletnice, ki smo jo praznovali na lokaciji VDC Ravne in lahko rečem, da ste zelo uspešni z našega vidika, z več vidikov. Uspešno integrirate naše ranljive skupine v naše lokalno oziroma regionalno okolje
Ste seveda izjemno koristni, kajti ogromno stvari znate, lahko tudi kaj prodate, donirate, skratka ste integriran del naše lokalne skupnosti z VDC-jem Ravne, ki danes praznuje, ampak so tudi z drugimi enotami in pa so s celotnim CUDV-jem, ki deluje v Koroški regiji. Ste sami pred velikimi preobrazbami in tudi lahko rečem, da ob tej 30. obletnici me veseli, da ste se spomnili na nas, občino, da smo tudi mi lahko del integrativnega zaposlovanja, kot se reče, in morda bomo ob 40 ali pa boste ob 40-letnici lahko rekli, da je v tistem tednu, ko je torej VDC Ravne praznoval 30. obletnico, tudi občina Ravne na Koroškem, mislim, da kot prva občina zaposlila vašega varovanca, ki bo ta petek začel torej v mestni hiši biti naš občasni sodelavec. In zato smo še zelo ponosni, da ob tej 30. obletnici lahko tudi sami aktivno pristopimo k tej integraciji naših ranljivih občanov. Čestitam vam za vso 30-letno dolgo prehojeno pot, bili ste zelo hitri, pred 30 leti začeli s temi naprednimi oblikami, zagotovo je za vami veliko ovir, težav, ste jih premagali, danes tukaj ponosno sedite na tej lepi kulturni prireditvi, ki sledi in imate biti na kaj ponosni. Zato še enkrat torej hvala v imenu lokalne skupnosti občine Ravne na Koroškem in najbrž tudi širše lokalne skupnosti, za katero ste naredili marsikaj za vaše varovance in računam na to, da boste še naprej seveda uspešno delovali. Če lahko še občina kaj izboljša vaše delovanje, nam sporočite, z veseljem bomo aktivno, pozitivno pristopili in še izboljšali delovanje VDC Koroška. Vedno ni lahko, spomnimo se epizode na Čečovju, ko smo bili nekako nezaželeni iz vedno nekih urbanističnih in podobnih razlogov, smo morali eno enoto, bivanjsko enoto CUDV-ja žal umakniti, vendar pa so to neke ovire, ki so del vsakega življenja, tudi življenja CUDV-ja, tudi najbrž življenja VDC-ja. Moramo iti naprej pozitivno in računamo, da bomo z roko v roki še pletli mnoge niti naše lokalne skupnosti in skupaj sodelovali v dobro vseh naših občanov in občank. Zavedamo se, da je družba močna toliko, kot je močen njen najšibkejši člen, zato je potrebno seveda še posebej skrbno ravnati z ranljivimi skupinami, z vašimi varovanci. Tega se kot lokalna skupnost zavedamo in dajemo javno zavezo, da bomo še naprej posebej skrbno delovali v vašo podporo, v podporo vseh vas, ki potrebujete posebno skrb. Tega se zavedamo in ob 30-letnici še enkrat to poudarjam in še enkrat čestitam za prehojeno pot in želim uspešno pot še naprej.
me bo kot nekdo, ki imel me bo rad. Glasbene minutke sta poskrbela vsem zelo dobro poznana gospa Andreja Štrikar in pa seveda gospod, ki je spremljal s kitaro, Drago Repnik. Mislim, da se zaslužita še nekaj. Pisateljica Aksinja Kermauner pa je zaslužna za to, da se je ustvarila čudovita knjiga v lahkem branju Cvetje in ogenj.
Vsa čast nam je, da je gospa Kermauner danes tukaj z nami tudi prisotna. Člani literarnega gledališča Kralj Matjaž iz VDC Ravne na Koroškem so z veliko zagnanostjo literarno predlogo postavili na oder. Ponosni so na svoje dosežke, še bolj ponosni pa na to, da se njihove sanje o ljubezni in delo v življenju že uresničujejo. Pa si poglejmo. Dragi obiskovalci, pred vami je zgodba o Petru in Juliji. Napisala jo je pisateljica Aksinja Kermauner. Pomagali so ji uporabniki Studia Črna. Skupaj so ustvarili to zgodbo o ljubezni mlade Julije in čednega Petra. Člani dramske skupine Kralj Matjaž iz našega VDC-ja na Ravnah pa smo se odločili, da zgodbo živimo in jo delimo z vami. Veliko truda smo vložili vanjo, no pa začnimo. Srečanje. Julija je stara 23 let. Po poklicu je cvetličarka. Dela v cvetličarni Eli, ki je blizu njenega doma. Ko v ponedeljek Julija v cvetličarno sestavlja šopek, v cvetličarno vstopi obiskovalec. Dež. Naslednji dan Julija ves čas misli na Petra. Komu je kupil tisti šopek žametnih vrtnic? Gleda proti vratom, če bo Peter spet prišel, vendar ga ni. Pozabil je name, si misli Julija. Bil je pač prijazen in vljuden. Prav gotovo ima dekle. Zelo čeden je. Tako lepo sta se spogledala. Julija je kar malo razočarana. Tudi ona bi rada imela nekoga. Že ves teden močno dežuje. Julija stanuje v hiši na Barju. Boji se, da bo voda zalila njeno klet. V kleti ima ležišče psička Naja. Ravno kar je skotila 3 mladičke. Težko jo bo primaknila iz kleti. Zdaj želi je kot iz škafa. Voda iz bližnjega potoka je prišla do ceste. Julija se vedno bolj boji za Najo. Voda že teče v klet. Psička Naja cvili. Julija je obupana, potem pa se spomni na gasilce. Izčrpali bodo vodo iz kleti. Naja in njeni mladički bodo rešeni. Julija pokliče številko 112 in opiše nevarnost. Kmalu zasliši sireno gasilskega voza. Iz njega skoči visok fant v popolni gasilski opremi. Julija vidi, da je Peter. Da, Julija, tončička potrebuje pomoč. Potonila bo, če mi ne boste pomagali. Vse bo v redu. Kako naj se vama zahvali moja junaka? Tako da bodo še z mano na večerjo. Velja? Večerja. Julija in Peter sedita v prednji restavraciji. Julija ima zelo rada ribe, zato jih naroči. Peter ima raje pečenko. Na mizi gorijo sveče. Zelo je romantično. Od zadju igra tiha glasba. Julija in Peter se dogovorita, da se bosta začela tikati. Pijeta rdeče vino in se pogovarjata o svojih službah.
Peter je pogumen gasilec. Nekoč je rešil starejšega gospoda iz ognja. Ta je zaspal s prižgano cigareto v roki. Julija občudujoče gleda Petra. Njena služba ni tako razborljiva. Ona dela šopke in neguje rože. Meni je všeč tvoje delo, katere pa najboljše rože? Lilije, bele lilije. Kot lepa tvoja koža. Tudi žametne ortnice so lepe, komu si pa kupil tiste. Pozdravljena Julija, kaj nove ljubica? Najlepša hvala za prekrasen večer, ni me treba spremiti, sedaj pa grem domov, adijo. Ljubica, Julija je spet v službi. Zelo je nesrečna. Peter se je zdel tako prijazen. Postajal ji je všeč, potem pa takole. Prav nesramen je. Vpričo nje se je pogovarjal s svojo punco. Kaj si pa misli? Julija se spomni na neprijeten prizor na večerji, ko misli na to, skoraj polomi gladiolo. Takrat vstopi v črno mlada vitka ženska v noro visokih petah. Oblečena je obleko po zadnji modi. Njeni lasje so polikani, saj je zelo urejena. Z dolgimi in urejenimi nohti zvleče dragoceno moško denarnico. Položi jo na pult. Dober darilo mi zavite. Seveda, ali lahko celofan. Žametno vrtnico mi dajte zraven. Izvolite. Pa račun, prosim. Peter obišče Julijo. Psička Naja se je že opomogla od težkega poroda. Njeni trije kužki veselo skačejo naokrog po kletnih prostorih. Julija ima polne roke dela z njimi. Takrat zazvoni pri vhodnih vratih. Julija pogleda skozi kletno okno. Zajame sapo. Pred njenimi vrati stoji Peter. V rokah drži šopek čudovitih belih lilij. Beli kot sneg. Kar misli si reče Julija, doma imaš dekle, ti pa brenčiš okoli mene, ne bo šlo. Julija se obrne stran od okna, jezno gre očistiti najino ležišče. Peter 3-krat pozvoni, nato položi lilije pred njena vrata. Bim bam, bim bam, bim bam. Na tržnici Julija zjutraj vstane slabe volje. S kolesom se odpravi na tržnico. Službo ima popoldne. Prosto popoldne hoče porabiti za nakup domače zelenjave in sadje na trgu. Julija ima rada debele sladke jagode in slaste borovnice. Potrebuje tudi nekaj zelenjave za govejo juho. Za juho potrebuje korenje, kolerabo, čebulo in peteršilj. Skočiš v masnico po ostanke mesa in nekaj kosti za Najo. Tako Julija je kupila vse. Prtljažnik zadaj in košarica na krmilu kolesa sta dobro polna. Julija sede na kolo in požene pedale. Naenkrat med množico zagleda znani obraz. Peter, vendar ni sam. Ravno kar se objema z vitko svetlolasko in s polikanimi lasmi. Poljubljata se v slovo. Dekle odpeketa proti centru mesta. Peter pa zavije proti Juliji. Ojej, bila svetlolaska cvetličarne in denarnica s črko P je bila zares Petra. Žametne vrtnice pa so povezava. Torej je Peter šopek kupil za njo, za svetlolasko.
Juliji solze zameglijo pogled, zato ne vidi količka. Ob robu pločnika s kolesom trči van. Zloži se, kolikor je dolga in široka ravno pred Petra. Nekaj jagod se skotali iz košare. Julija, si se kaj naredila? Ne, v redu je. Zakaj popolnila znanje večerje? Me pač ni bilo doma. Te lahko pomagam pobrati kolo? Ne, ni govora. Če je pa tako, pa pazi na se. Matic, naslednji teden ima Julija dopust, tako lahko poskrbi za Najo in njene psičke. Naja si je opomogla in vsak dan teče z gospodarico bližnji gost. Nekega večera Julijo po telefonu pokliče Matic, njen nekdanji sošolec. Čin, oživlja Danja Sošolka, kako si kaj? O, Matic, kako si? Tako malo na rokometno tekmo, 2 karti še imam. Krasno, pred tekmo se dobiva pred športno dvorano. O, Julija, veniš bila tako cedna, zdaj si pa prava lepotica. Sad malo na sladoled. Seveda. Julija, a mi lahko tega fanta predstaviš? Peter, to je Matic, Matic, to je Peter, jaz pa sedaj grem domov, adijo. Ogen. Ves naslednji teden Julija in Matic tičita skupaj. Včeraj sta bila v kinu, gledala sta zabavno komedijo, danes sta se sprehodila po parku. Dnevi so že topli, po prijetnem popoldnevu se ustavita na sadni kupi. Usedeta se v vrt prijetnega lokala. Tam imajo velikanski televizijski zaslon. Ravno se začnejo poročila, klepetata vse mogoče in uživata v sadni kupi. Nenadoma Julija zasliši po televiziji Petrov ime in priimek. Napovedovalka zveni precej panično. Že pred pol ure smo poročali o tragični novici. Nenadoma je zagorelo v trgovski hiši v središču mesta. Gasilec Peter Petan iz ognja prinese že nekaj omotičnih ljudi. Zelo je hraber. Lani je dobil medaljo za pogum, zdaj pa se še enkrat podal v ognjene zublje. Bojimo se, da se bo stavba zrušila. Julija obsedi kot kamen, srce ji toče kot ponorelo. Peter je v nevarnosti, morda bo izgubil življenje. Ona pa mu ni povedala, da je zelo všeč. Kaj pravzaprav dela tukaj s tem Maticem? Je sicer čeden in simpatičen, vendar v njenem srcu ni premaknil prav ničesar. Nenadoma Julija skoči po konci, hitro pograbi svojo torbico na vrat, na nos in steče proti mestu. Peter z zadnjimi močmi pride do sredine trga, nato klecne, takoj priskoči njegov kolega gasilec. Julija obišče Petra. Julija ves naslednji dan razmišlja o Petru, na Matičeve klice ne odgovarja. Kaj se je zgodilo med njo in Petrom? Kaj je šlo narobe? Nenadoma se odloči,
Poiskala ga bo, kmalu izvel, v kateri bolnišnici Peter leži in kdaj so obiski. Za to priložnost se Julija zares lepo uredi, dolge lase se razčeše, pusti, da ji padajo na ramena. Petru so njeni lasje všeč, saj je razburjena, mora izvedeti resnico. Zakaj je Petr Nejta prvi povabil na večerjo, potem pa se je tako prijazno pogovarjal s svojo ljubico. Julija je iz dvigala stopila v 4. nadstropje, išče številko bolniške sobe. Trese se ji noge, previdno potrka in Peter je res tam. Ob vznožju njegove postelje stoji ljubica, a je Julija niti ne opazi. Peter bled to, da živo sedi na postelji. Ko zagleda Julijo, se Petru razprejo oči. Julija, zdaj si prišla? Kaj jaz sem pa mislila? To je moja sestra Ljubica. Kaj sem mislila? Kaj ste mislili, če veš me Ljubico, nikoli ne bi bilo povabo na večer. Julija, ali je hodila z mano? Seveda. Fantastični ste bili, fantastični. Še nekaj za vas. To pa darilo moja nova knjiga, tako da vsem čestitke. Bravo. Pa pisatelj. To je pa naša Julija. Bravo, čestitke Julija. Ljubica. Da nekaj povem. Najlepša hvala, to je vse, kar lahko rečem. Odenili ste me, odlični ste, res. Hvala. Iskanje in oblikovanje svojega. Dopustili ste nam leteti otroku novega jutra. Misli in dejanja so rasla in sejala, novo in svojstveno naše in vaše. Dopustili ste nam leteti kot sonce, ki greje polja sveže posejana in luna, ki uspava nas od hrupa vsak dana. Pogumni koraki so nas vodili do novih spoznanj, modrosti in znanja do odraslega sveta, bogatstvo raznolikosti in znanost nas odlikujeta. Želimo raziskovati, ljubiti, želiti. Zato nam dopustite leteti.
Obletnice so pač čas, ko se je treba zahvaliti tudi ne samo uporabnikom za njihov doprinos k skupnemu ustvarjanju, ampak tudi zaposlenim. V svojem imenu in imenu uporabnikov bi se rad zahvalil vsem mojim sodelavcem, mentorjem, ki skrbijo za dobro počutje naših uporabnikov. Pa bi prosim, Metka, kje si? A prideš prosim blizu? Ja. Kje si Metka? Metka Hohnec, najlepša hvala za tvojega poznat. Branko Pogorevc. Hvala lepa za vse. Ne rabiš ljubja daj. Alenka Tomaš Vrtačnik. Hvala lepa za vse. Marjan Štaleker. Hvala lepa za vse. Mateja Urnov. Hvala za to doprinos. Jernej Urh. Kje si Jernej? Jernej. Tehnolog. Hvala. Mateja Ošlak. Hvala lepa. Miljana Lukić. Hvala lepa za to. In pa Vesna Ozimic. Hvala ti za vse. Danes mi je bilo dano, da sem glas vseh nas, ki si v enoti varstveno-delovnega centra delimo jutra in dopoldneve. Bogata pestrost znanj in spretnosti je v mnogih letih obrodila krasne, pisane sadove na vseh področjih del, ki jih opravljamo. Kot vodja lastnega programa v naši enoti sem ponosna in si štejem v čast, da lahko delček vaših in naših zgodb danes v obliki razstave tudi podelimo. Te razstavne zgodbe niso le izdelki, ki jih je obiskal svež veter obnove ali prenove, temveč so mnogi dnevi in meseci zaupnih pogovorov. Pogovorov in klepetov o sanjah, željah, bolečinah, izgubah, uspehih in veselju. Dragi obiskovalci, ustavite se ob teh zgodbah in prisluhnite življenju letnih časov, ki vam podarjajo posebne trenutke vseh nas danes tukaj zbranih. Hvaležna sem za sodelovanje in dopolnjevanje vsem vam, dragi sodelavci. Hvala, ker se še vedno znamo videti in slišati. Drage moje bejbe, dragi moji frajerji, v teh skupnih letih smo spoznali vaše bisere, skrite zaklade, vaša znanja, moč, potrpljenje, vaše spretnosti in vaše kritično mišljenje. Ponosni smo na vas. Zavedajte se svojih darov in jih koristno uporabite ob vseh preprekah, ki jih življenje lahko postreže. Pravice brez odgovornosti ni in ker v vas zaupamo, vemo, da se boste vedno trudili izbrati dobro. V življenju ste zrasli ob nevihtah in padcih, te so vas oblikovale in utrdile. Postali ste pogumni, radovedni znanja ter odločni. In za nas vedno sijete. Helen Keller, ameriška slepa in gluhonjema pisateljica, je dejala: obrnite obraz proti soncu in nikoli ne boste videli senc. Tudi, če smo včasih nevidni, neslišani in pozabljeni, znamo in zmoremo blesteti.
feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. Get up, pack your things. Where are we going? Somewhere we belong. Preden zaključimo, bi jaz še v imenu Centra za usposabljanje, delo in varstvo kot celote enkrat rada iskreno čestitala vsem uporabnikom VDC Ravne in vsem zaposlenim, ki ste danes pripravili tako čudovito prireditev ob 30. obletnici. Rada bi vam pa predala tudi darilni bon, kjer si boste lahko rezervirali 2 termina v topli, ker vas je kar veliko in boste šli tudi malo na počitnice. Zunaj v predvedi vas čaka pa še eno presenečenje. Hvala lepa. Uživajte. Hvala. Hvala. Vabljeni na srečanje. Predvedi.